Dobro jutro, tukaj Valentin, ura 9. Danes bom govoril o prebujenju človeštva. Sama beseda prebujenje že sama po sebi pomeni, napoveduje, da je človeštvo doslej spalo. Torej, da kljub temu, da mislimo, da smo budni, v bistvu spimo tudi pri belem dnevu. Kako je to mogoče? Sanje so nekaj, kar se dogaja v našem umu. V našem umu lahko v sanjah, v domišljiji počnemo karkoli si zamislimo. In vse to se uresniči izjemno hitro, takoj praktično. Ampak ko se zbudimo, potem vidimo, da tisto, kar smo sanjali, nima nobenega učinka na to fizično realnost. Fizična realnost je še vedno taka, kot je bila, preden smo šli spat. In podoben princip sanjanja se dogaja tudi v času, ko smo budni, kajti nismo povsem budni, nikoli nismo v polnem stanju zavedanja, kaj se dogaja na tem svetu. Ne zavedamo se v polnosti svojega fizičnega telesa, ne zavedamo se, kako delujejo naši notranji organi, nismo sposobni komunicirati z vsemi celicami svojega telesa, ne prevzemamo odgovornosti za svoja sleherna dejanja. Torej, to, da smo budni, je samo nekaj, kar se nam zdi, v resnici pa tudi v stanju budnosti napol sanjamo. In kako to? Ta princip se dogaja na ta način, da smo recimo tukaj za zavedanjem v tem trenutku, potem pa oziroma naš umsko-zavestni sistem proizvede neko misel, nek glas v glavi. In ta glas nam nekaj hoče povedati in nam vzame pozornost. In takoj, ko gremo v ko začnemo slediti ta glas v umu, takrat izgubimo zavedanje in nekako zapademo v stanje sna. Takrat je naša pozornost nepopolna, zdi se nam, mislimo, da smo budni, ampak v resnici smo šli v smo začeli sanjati pri belem dnevu, se tudi temu reče. In prebujenje je postopek, ko se odločimo, da ne bomo več sledili mislim v temveč da bomo z zavedanjem stalno v tem trenutku, v zavedanju, v pozornosti tega, kar se dejansko dogaja tukaj v fizični realnosti. In to lahko dosežemo samo, če smo stalno v pozornosti našega notranjega dogajanja in da takoj, ko opazimo, da se proizvede v našem umu neka misel, da jo ne začnemo avtomatično slediti, temveč da rečemo stop, ne bomo sledil in damo spet pozornost nazaj na svoje dihanje, ker dihanje nas poveže z fizično realnostjo v tem trenutku in potem nadaljujemo zopet fokus na to, kar se dogaja tukaj v tej fizični realnosti. Glede tega prebujenja je veliko ljudi, ki razlagajo postopek prebujenja človeštva. In nekateri si ta postopek predstavljajo na precej drugačen način. So neki zelo znani predavatelji, modreci, maitreje, ki se imajo nekaj za božje služabnike, za neke osebe, ki kanalizirajo sporočila iz višjih dimenzij in ne vem kakšnih bitij.
In te osebe, kljub temu, da govorijo o prebujenju človeštva, v bistvu še naprej ohranjajo človeštvo v stanju zaspanosti, v stanju sanjanja. Kako to? Kako lahko prepoznamo te sleparje, te lažne prebuditelje? Prepoznamo jih na ta način, da vam bodo pripovedovali, da se lahko prebujenje doseže na ta način, da boste meditirali in da boste v meditaciji šli v in si predstavljali, da ste se spremenili, da si predstavljate boljši in lepši svet, ali pa da čakate, da bo prišel nekdo v prihodnosti, nek čudežni odrešitelj, nek novi Jezus, neka oseba, ki bo potem razodela človeštvu neko magično formulo, kako vse urediti na tem planetu. Torej, tipični indikatorji sleparjev duhovnega prebujenja so to, da vas prvič še naprej vabijo, da sodelujete v da še naprej sanjate in se samo predstavljate, da ste se prebudili. In pa da čakate in da upate na nekega magičnega odrešitelja. Se pravi, da vam osebno ne bo potrebno čisto nič storiti za to prebujenje, da vam ne bo treba prevzemati odgovornosti za svoje misli, za sodelovanje v vašem ampak da bo kar nekdo magično prišel, pritisnil na nek gumb in potem se bo vse spremenilo. To so torej sleparji, na katere je potrebno paziti, kajti ni potrebno nič čakati na nekogar, na noben določen čas. Vse se lahko zgodi samo sedaj, v tem trenutku, in vse, kar potrebujemo, smo mi sami. Potrebno je, da se vsak od nas sam začne spreminjati in to v tem trenutku sedaj. Čakanje je slepilo, delovanje v je slepilo, to, da bo nekdo drug nekaj naredil namesto nas, je slepilo, in to so tipični znaki, po katerih boste prepoznali sleparje človeškega prebujenja. Vabimo vas torej, da se začnete prebujati, da začnete analizirati svoje miselne vzorce, zaustavljati vaše delovanje v in da sami pogledate, kako lahko praktično, fizično prispevate k izboljšanju razmer na tem svetu. Toliko za danes, hvala lepa in nasvidenje.